Odločil sem se, da bom organiziral en lep in zanimiv izlet v Bosno in Hercegovino. Jaz se sicer drugače s tem stvarmi ne ukvarjam in se tudi nikoli ne bom, ampak sem rekel, da se nekako oddolžim mojim sledilcem, bom to naredil. To pomeni, da bom organiziral zelo lep 4-dneven izlet v Bosno in Hercegovino. Jaz bom vodič, vse bom zorganiziral, za vse bom poskrbel, da bo potekalo tako, kot mora biti. Seveda pa jaz od tega ne želim zaslužiti niti evra, še za pijačo bom dal. Vsak bo tudi svoje stroške plačeval in tako naprej, tako da tukaj jaz na tak način res ne bi hotel zaslužiti, no, tako da tisti, ki me malo bolj poznate, verjetno to verjamete, tisti, ki me ne, mogoče ne. Saj danes ne moreš nobenemu verjeti, danes je veliko nakladanja, veliko vsega, ampak dobro, to je druga tema, pustimo. V glavnem, jaz bom organiziral 4-dneven izlet v Bosno in Hercegovino. Prijav se lahko vsak, ki je moj sledilec. Zdaj seveda datuma niti približno še ne vem, ker pač zdaj ta koronavirus, ne moreš to vedeti, kaj pa kako. Tako da jaz zdaj pač na svoji spletni strani zbiram neke čist informativne prijave. Zdaj, če se tam prijavite, to še ne pomeni, da ste neki zavezani, da morate iti ali ne vem kaj. To pač samo pomeni, da vas zanima in vas bom obvestil, ko bo znanih kaj več informacij. Zdaj meni se drugače niti sanja ne, koliko ljudi se bo na to prijavilo. Ali se jih bo prijavilo 5 do 8, pa gremo s kombijom, ali se jih bo prijavilo 20, da se gre z nekim minibusom, ali se jih bo prijavilo 50, da se gre s tistim velikim avtobusom. Zato so tudi te, bom rekel, informativne prijave. Tako da vsaj malo vem, kako se zorganizirati. Bo pa to potovanje zagotovo zelo poceni, ker sem rekel, jaz absolutno nočem niti evra zaslužiti. Glede na to, da sem bil v Bosni in Hercegovini že vsaj 50-krat, verjemite mi tudi, da znam najti cenovno ugodna prenočišča in restavracije in vse ostalo. Ampak to pomeni tudi dobra. Se pravi, za bom rekel, za neko dokaj ugodno ceno se da v Bosni najti zelo lepo prenočišče. Tudi restavracije, hrana, bom rekel, je bistveno cenejša kot pri nas, pa zelo dobro se je. Tako da sem prepričan, da tisti, ki bo šel, bo zadovoljen iz ceno, iz tistem, kar bo videl in nasplošno z vsem. Jaz sem v Bosno peljal že vsaj 100 ljudi. To so bili neki prijatelji, od prijatelji. Seveda nikoli to nisem delal za denar. Nazadnje sem eno tako skupino peljal lanskega septembra. To smo bili ljudje, ki smo se na potovanju po Omanu spoznali in se potem dogovorili, da gremo skupaj v Bosno in Hercegovino. Takrat nas je to tako poceni prišlo, da vam ne morem povedati. Mislim, da je bilo 11 dni potovanja, da nas je stalo z najetim kombijem, z vsem skupaj, okoli 300 evrov samo. Zdaj, to je sicer zelo taka, bom rekel, izredna situacija.
Bilo nas je 7 in to je glih neka taka številka, kjer se najbolj lahko, ker se da mogoče najlažje zorganizirati, ne. Rečemo, v Mostarju smo najeli stanovanje z 4 spalnicami, 2 kopalnicami, bom rekel, kar velikim skupnim prostorom in smo za njega plačali samo 7 evrov na osebo na noč. Ampak gledajte, to je res izjema, drugače bolj računajte, da bojo tam nekje prenočišča od 15 do 20 evrov na noč z zajtrkom. Ne vem pa niti, kaj bom lahko iskal, ker moram najprej število videti, ne. Zdaj, naredil sem tudi že dokaj podroben program tega potovanja. To je, da ne bom tukaj ponavljal, sem vse že napisal na svojem blogu, tako da predlagam, sem v Google pišite Tomaž Gorec, kliknite prvi zadetek in bom rekel, zadnja novica je ta, ki opisuje ta potovanje v Bosno in pač tam boste najdeli program potovanja. V tem prispevku imate tudi link do izjav ljudi, ki so šli z mano, boste videli, kako so se imeli. Tudi video posnetki, slike in vsega tega krajev, ki bomo obiskali, so tam, tako da pač poglejte si ta prispevek, če vas seveda to potovanje zanima. Zdaj, kakor sem rekel, ne, tukaj ste vabljeni vsi ljudje dobre volje. Bom pa še dodal, no, zdaj, res rad pa si ne bi nakopal nekoga, sicer takih ljudi je zelo malo, ampak obstajajo, zato pač bom tudi to povedal, pač obstajajo neki ljudje, ki nikoli niso za nič zadovoljni. Ali bo prevroče, ali bo premrzlo, hrana ne bo nikjer dobra, pač so ljudje, ki karkoli mu daš, ni zadovoljen. Glejte, jaz žal imam tudi s takim ljudmi izkušnje, sicer ne iz teh potovanj, katere sem, mislim, z teh, dobro, jaz sem edino v Bosno, sem ljudi vozil. Nimam izkušenj iz tukaj, iz Bosne, ampak imam iz nekih drugih potovanj, ker sem sam tudi šel že parkrat z nekim popotniškim agencijam in glejte, v živo se spomnim enega primera, ki je bila ena oseba v skupini, ki je vodiču čisto uničila tisto potovanje, življenje, tisti čas, vsem ostalim nam ga je pa tudi zelo grenila. Namreč taka, ki je bila, potem noben ni hotel v sobi biti z njo, noben ni hotel biti v avtu z njo. To so bile napetosti, vodič se je to matral, da bi mal to umiril, pa ena ženska mu je rekla, ki jo je hotel dati z njo v sobo, je rekel, lej, jaz sem toliko pa toliko plačala za ta potovanje, jaz sem zato šla na ta potovanje, da se bom dobro imela, ne pa zato, da bo zdaj tukaj meni en potovanje uničil. In, glejte, taki ljudje obstajajo in takih si pa res ne bi želel. No, to moram tudi čisto jasno povedati, da če bo kakšen tak, jaz se ne bom z njim ukvarjal, pa ga nekaj prosil, pa ne vem kaj, jaz mu bom direktno povedal, kako je situacija, glejte, jaz bom do vseh izredno prijazen, se bom potrudil, da vam bo čim boljš, da boste imeli čim več od tega izleta, da boste še leta in leta govorili, kako je bilo fino s Tomažem v Bosni, ampak če se bo pa najdel nekdo, ki bo hotel mene zajebavati in še vse druge, tismu pač bom pa povedal, kar mu paše, tako da, glejte, žal ne gre drugače. No, ne gre, ker, glejte,
jaz bi se te 4 dni, ki bomo skupaj, tudi rad imel dober, ne. Čeprav je to namen kar neka odgovornost, veste, za vse zorganizirati, skozi prisoten neki strah, a bo tam tako, kakor smo se zmenili, ali ne bo. Na potovanju gre lahko kaj narobe. Jaz sicer, ko grem sam, če je karkoli narobe, jaz sem še zmeraj rešil situacijo, da je bilo na koncu še boljše mogoče, kakor je bilo videti na začetku. Ampak glejte, to ste zdaj pa le skupino pelem, ki sem odgovoren, ne, mi pa ni vsem, če ne bo tako, ko se bomo zmenili in kakor bom vam jaz zadevo predstavil, ne. Zdaj, da mi pa pol še nekdo poglav serije, ne, to pa potem res ne gre, ne. Zdaj sem mogoče malo zašel, bom rekel, kar malo preveč jambram, ne. Sem pa mogel to povedati, no, da ne bo potem kdo presenečen na koncu, ne. Pa to ne samo zame, to tudi zaradi drugih, glejte, jaz hočem, da se imamo dober in zato ne bom takih zadev toleriral. Glejte, za te 4 dni sem naredil program tako, da ki pač zajema kar veliko zanimivih stvari, ki jih bomo videli. Nisem pa pretiraval, ker tisto, da si pa skozi loviš uro, pa že imaš problem, če na kosilu zamujaš 15 minut, ne, tisto je pa tudi malo brez veze. Tako da videli bomo veliko, ampak ne bo pa to orto natrpan urnik. Saj pravim, to si tudi pogledajte na moji spletni strani, pa boste videli. Zdaj seveda v 4 dneh oziroma 3 nočitvah niti približno ne moramo cele Bosne videti. Glejte, če bo ta potovanje lepo uspel, pa da boste vi zadovoljni, da bom jaz zadovoljen, glejte, se bomo lahko kdaj dogovorili pa tudi za kakšno daljšo potovanje po Bosni in Hercegovini. Tisto, ko sem bil s tem prijatelji, ko smo se v Omanu spoznali, to smo bili 11 dni, to je bil čudovit potovanje. Koliko smo videli, pa še kakor sem rekel, ne, smešno poceni je bilo vse skupaj, ne, tako da je bilo res fenomenalno in tako, ne. Če greš v Bosno, je drugače 4 dni malo premalo, ampak glede na to, da to prvič delam takole, bom rekel, za nepoznane ljudi, se mi zdi pa to maksimum, ki si ga za prvič lahko privoščim, ker moram to tudi videti malo, kako bo šlo, ne. Verjetno bojo neke stvari prišle, ki se zdaj sploh ne predstavljam, ampak, glejte, vse smo še rešili, pa bomo tudi to. Da ne bom predolg, glejte, pojdite si pogledati ta moj prispevek na blogu, v Google pišite Tomaž Gorec, zadnji prispevek kliknite in tam najdete vse informacije in vkolikor ste vsaj malo zainteresiran za ta potovanje, izpolnite tisti obrazec spodaj v prispevku, to samo pomeni, da vam bom čez nekaj časa, to bo predvsem takrat, ko se bo s to korono umirilo, vam bom poslal malo bolj natančne informacije vsem skupaj in na vas je pa pol, ali se odločite, ali greste ali ne greste. To bi bilo to, lepo se imejte, čim lepš preživite tele korona čase in se vidimo spet v kratkem na moji Facebook strani, na mojem YouTube kanalu, pa tudi na Instagramu. Adijo.